Maribor ne bo pozabil dveh mladih umrlih nogometašev. Pred stadionom je danes ves čas mogoče čutiti grenak priokus pred sicer velikim nogometnim spektaklom. Vsi pogovori se vrtijo okoli tragične nesreče, v kateri sta življenje izgubila dva mlada nogometaša. Tretji je še vedno na intenzivnem oddelku mariborske bolnišnice. Danes dopoldne so se umrlima poklonili celo navijači škotskega kluba. Prav danes namreč Aberdeen gostuje v Ljudskem vrtu. Vijoličasti pa se jima bodo poklonili še s črnimi trakovi in minuto molka. Pred stadionom je kolegica Samanta Gomboc. Samanta, izvoli. Ja, Blaž, tako je. Tukaj smo pred stadionom, nad katerim danes visi črna zastava. Stadion je sicer poln, ampak ni razprodan. Nekaj navijanja smo že lahko slišali, tudi pirotehnike ne manjka, a tistega pravega navijaškega vzdušja, kakršnega smo vajeni tukaj pred Ljudskim vrtom, zaenkrat še ni bilo moč začutiti. Pravo navijaško vzdušje se bo najverjetneje odvilo šele po minuti molka. Tudi transparentov sicer ne manjka. Viole so pripravile tudi posebne napise v spomin in v čast na preminula nogometaša. Že dopoldne pa so se jima, tako kot si sam povedal, poklonili tudi škotski navijači in vodstvo kluba, vodstvo Aberdeena, kar pa si lahko pogledamo v prispevku. Počivajte v miru, fanta, sporočajo rdeči Aberdeenovi dresi tik ob vijoličastih svečah in navijaških šalih pred Ljudskim vrtom. Venec v njun spomin položita tudi trener Aberdeena in kapetan ekipe. Venec prepleten z rdečim in vijoličastim cvetjem. Tragedija je namreč močno prizadela tudi škotski klub in njihove navijače, ki so se zbrali v središču Maribora. It's a tragedy and we feel very sorry for the families and everything. It was just a disaster. It's really sad that it happened just before the game. It's really sad, but I think it'll have a major difference in the game. Zato med obešanjem navijaških transparentov zagotavljajo, da bodo navijali mirno in s pesmijo. We have a great respect for the two lads that lost their lives, and I'll say on behalf of all the Aberdeen fans, we'll pass our condolences to the families and also the two lads who survived. We wish them well in the future. Ob boku rdečih Škotov tekmo nestrpno pričakujejo tudi vijoličasti navijači. Upajo, da bo mariborske nogometaše spomin na dve izgubljeni življenji gnal naprej. Dobijo večjo moralo in voljo in igrali bojo ostreje, ker morajo igrati ostreje. Čeprav bo nad njimi visela črna zastava, morajo misli nogometašev ostati na zelenici. Lahko počastijo spomin na te preminule nogometaše, ampak ko začne tekma, bo edina usmeritev k temu ne iti v poraz. Dobre tekme si v občustveno nabitem ozračju želijo tudi navijači Aberdeena. Hopefully they can overcome that, and put up a good performance for themselves and the team. But obviously overall we're looking for an Aberdeen victory. A ne glede na vse bodo Škoti Maribor zagotovo odnesli s seboj, če ne v srcih, pa v nakupovalnih vrečkah. Kot ste lahko videli, torej nogomet lahko tudi združuje. Sočutje do nasprotnikov je v teh težkih trenutkih res veliko. No, sicer pa je tudi Nogometna zveza Slovenije vse klube, ki igrajo pod njenim okriljem, pozvala k minuti molka, ki bodo potekale ta konec tedna, torej na vseh tekmah, ki bodo potekale ta konec tedna v čast mariborskoma nogometašema, ki sta nesrečno preminula v prometni nesreči. Blaž, toliko. Samanta, najlepša hvala.